se zdaj ne povedujem, razen če bo ta fanta kakšno kapitalno napako naredila, kar pa zaenkrat ne zgleda tako. Oba predvsej lepa linija, čez celo progo zaenkrat nimam nekih komentarjev negativnih, kar nama da vedeti, da je finale upravičen, ta prava dva sta se najdla v finalu. Drugo mesto danes, naš in vaš, Rok Mlekuž, dame in gospodje. Končno je nivo, ker ni medel, da ni srebrna, je 46. Bravo, Rok Mlekuž, drugo mesto danes. Do 250 konjskih moči. Nekaj pustijo, ker njega ne moti. Zato snemam z GoPro-ji, ker njih boli k***. Njemu daš pač nekaj pred skleča in on je vedno oster, vedno delan. Evo, pazi to, danes sem obiskal Roka Mlekuša tukaj na Koroškem. Pozdravljen. Pri njemu doma sem zato, da malo pogledamo njegove kupeje E46-ke. Predvsem nas danes zanima ta modri kupe, zato ker je to E46-330-ka, ki je pa predelana na precej drugačen način, kot smo ga vajeni. Bo pa Rok, ki je pač sam sestavil ta avto, v bistvu iz gole karoserije, ne? Več povedal. Ni bali gol, ampak ja, bil je vozno avto. 323 po papirjih, no tudi motor je bil, ampak na kupu smo ugotovili, da je v bistvu 328 cvopan, že tudi prejšnji lastnik niti ni vedel. Pa smo 3 sezone imeli za drift avto, kot 328, klasika, Lockheed, šosko, ročna. Pol je ta korona vmes tako bila, je malo minilo, pa sem ga naredil nazaj v street legal avto, pa tudi cvopo na 3.0, pa druge predalave še, ko bomo tek pogledali. V glavnem 46 kupeji so kar vroča roba, zaradi dobrega izgleda, zaradi odličnega podvozja, pa tudi tovarniško so opremljeni z dosti zmogljivo tehniko, ne? Ja, pa vse najbolj je to, ker vsak misli, da dobi s 330 kot Baby M3, pa to ni to. Si se pa ti vseeno s predelavami dosti približal M3-ju? Ja, vizualno je kar podobno, ja. Power še pa kar manjka. M3 so dosti drugačni od navadnih kupejev, ne? Ja, blatniki, odbijači, boki, v bistvu gola školka niti ni ista, če te gledaš. Poglejmo prvo itak motor, pač kot vsakega zanima. Se strinjam. Posebnega, se zdaj kot stok 3.0, ampak ni čisto tako. S50 izpušni kolektorji, poviti. Tole zdaj zadnja dodelava bila malo pred zadnjim driftom. Tudi svoj barč res, to je že bil nared 6 let nazaj, samo zmontiral sem ga, ko sem ga imel. Kempra plate zgor so domače izdelave, tudi stare, imam druge narede, ampak zakaj bi nekaj spremenil, če deluje? Pač ni najlepše, ampak okej. Stock airbox z cold-air intakeom, skozi odbijač. Pač filter je tudi kaj nemo zdotra, da je koliko street legal. Aha, tako da dejansko airbox kaj vleče zrak od tu in od spodaj? Ja, izod tam, ja, oboje. Tukaj se vidi ta nagubana cev, ki gre dol v kolotek. Klima je čisto delitena, tudi killer, nič ni več. Električni ventilator, pač nikaj druga, motor je pretesnjen, v bistvu to je to, pa mapa je. Tako da to je v bistvu 232 konjski M54 3-litrski motor. Pa tudi fino, da nimaš viskota, to pomeni, da res motorju omogočaš, da naredi vse Ja, moč. električni ventilator, ko viskote, se vsak ve, da pobere power. Pa všeč mi je res, da je original airbox, ne? Zgleda tak tovarniško. Pač ja, se zato seveda, če ti že policija ostavi pa pogleda, ti ne more lih kazni napisati, ker avto je le konc koncev za na cesto, za vikende, pač pride na kak track day, pa to je to. Haube je original? Havba je original, ampak bo zamenjana, ker je ta pobuškana, ker sem jo odprla med vožnjo. In dobim s Poljske, sem vzel pač fake M3 havbo. Tudi Pragi pridejo drugi, imam tam zadnji srednji. Vizualno v bistvu se avto ne bo nekaj spremenil. Vrata se bo popravila, ko mi jih je Goofy malo preuredil na drugi rundi. Sicer druga so že pobarvala, nisem še zmontiral, imam še tole ena za rezervo, ko sem dobil. So bili dosti prijazni drugi ljudje, da so prenesli več rad bi. Drugače pa ja, avto je na čipki vindah tega tehnik. Custom Lockheed, da žal ni tvoj. Največja stvar je tole menjalnik. Menjalnik je od 320 dizela, 6 ganger, pa špera je. Wave track, ne klasična lamerna. To je v bistvu
največji plus tega avta. Dizelski menjalnik pa še v bistvu šrauf na ta motor. Ja, ampak je 12 stopinj pod kotom, pol pa ne paše, ne spodnja traverza, ne shift linkage, to si moraš predelati, pa malo moraš s strojnikom gotoviti, kaj ti paše. To pomeni, da moraš pa tudi verjetno narediti svoj kardan ali pa še kjera kombinacija serijska? Ne, stok kardan od 6 gangarja dizla, komplet isto. Vse sem prvi del je različen. Zadnji deli so vsi isti, prvi del je pa malo krajši, sem to je. V bistvu kardan, menjalnik je plug and play swap, samo nosilci imaš res pa linkage. To je največji minus, ko nič ne paše stok, zato ko je 12 stopinj pod kotom vse. Ja, to je pa zato, ker so bencinari bolj nagnjeni kot pa dizli. Ja, dizel je v bistvu ravno, benzinar je pa pod kotom. Tako. To pa enomastni strojnik, 6,5 kg cirka, moče pa kila manj. 330 dizel je potisna, potisni ležaj je tudi predelan, ker je malo bolj bikast. Lamela je tudi 3.0 dizla v bistvu, ne od 2.0, pa koš je tudi 3.0 dizla. Tako je, v bistvu koš itak paše na enak strojnik. Koš paše, ja, teh dizlov. Lamela je pa predelana, zobje so ritme so predelane. Tako, ker v bistvu menjalnik pogojuje, katero zobljenje ti rabiš na lameli. Ne? To je hiter rundown tega dela avta do diferencijala. Zdaj pa E46 imajo ta velik problem, da je samo M3 serijsko za šperami. Ja, samo M3 je, ampak to ni bolt-on. Moraš samo zamenjati, pa dobro se je predstavno razmerje pa vrhunsko, na 3,62 proti 1. Ampak ja, M3 diferencijal, drag je, obnova, pol svojine rabiš, most rabiš, v bistvu vse rabiš. Pa še na sprednji puš imaš slepi navoj, ne? Ja. Ki ga lahko poje. Ja, teda, to ni najbolj poceni rešitev. Zato sem se jaz odločil, nisem se odločil, imel sem več sreče, ko pameti bom rekel, da sem v tujini v Avstriji našel novo špero od Wavetracka, to je zobniška two-way, ima tudi preload, ne tako klasične zobniške, ko pač je one wheel spin, če vseeno je kolo v zraku. In sem to zmontiral. Sem obdržal stok razmerja od 23, 307, ampak sem z menjalnikom pa isto razmerje v bistvu spremenil. Tako je, dizelski menjalniki so bistveno krajši. Ja, prve 3 brzine so v bistvu tako bi imel 3,64 diferencijal. To je kratko zelo, pa 3., 4., mislim 4., 5., 6. so pa normalne. Ja, te krajše brzine mu pomagajo, da v bistvu, kljub temu, da motor nima full navora, prenese max tega navora na zadnja kolesa. Ja. In zato avto pač bolj gre, bolj pospešuje, ne? Ja, pa tudi to je šlo se, ker je avto le za dnevno uporabo, še vseeno se poleti vozim pa to, da se tudi 5., 6. lahko normalno peleš, ne da se boš pelil 150 po avtocesti na 5000 obratov, to je pač nesmiselno mi bilo. Zato sem za to opcijo izbral, imel sem doma dele, probal sem se staviti, doček ne bi se lotil, da bi šel menjalnik kupovati pa vse te stvari, pa da ni nekomu da mi naredil strajnik, se mi ni splačalo. Samo da zaključim ta Wavetrack diferencijal, fora njega je, da ima v bistvu na sredi med sredinskima zobnikoma, ne? Ja, ima lob je, se ni fedra, ampak je lob, ki se pri neki torziji se nasloni drug na drugi in pač naredi dodatno trenje. To je tak en valovit komad, to tudi ime Wavetrack. Lob, kot na govori lob, kot na odmičnija, ne? Tako, ja. In ta lob skrbi za konstantni preload v diffu, ker klasični problem torsenov je ta, da ko ti skočiš čez kako šikano ali pa prej z enim kolesom na led, ko je ta delta gripa ful velika, on čist spusti, ne. In to je tudi, se včasih zgodi, da koga s kakim Z-jem ali pa original Nissani, ki nimajo visko diffa, ampak imajo torsene, pač kar razmeče na track dayu, ne. Ja, v bistvu ni več gripa samo eno kolo, tako bi open diff je. Tako je. To je srednja žalost. Bijači so M-Technik, pač kopije z M-stylinga, blatniki pa boki so pa tudi kopije, ampak so iz fiberglassa od M3-ja. Pač poširal sem ga zato kot prvo predi zaradi lokita pa tišč, ko sem jih imel, zadnji bilo pa malo rja na boka, pa se na njem popravljal, bom raj poširal, pa je isto cenovno. Lokit je pač tu custom in je ekscentričen, ni tako tvoj, ko je Ackerman isti. Jaz imam celo pesto naprej predstavljeno. Torej ni isti pivot point amortizerja in pesta. To je v bistvu največji point tega avta in malo self-stira. Malo več self-stira, ker ima večji trail, ne? To pomeni, da je os, na kateri je
na kateri je kolo zmontirano, je bolj naprej na Casterossu. Ja. Kaj pa si rekel, da je neka razlika v radiju? Ja, blatniki imajo, M3 imajo večji radij, se tudi vidi, ker je blatnik, ta blatnik je 2 cm naprej dan 2 zdaj. In se tudi vidi, da je večji gap. Isto je zadnji, večji radius je na avto, je v bistvu bolj nizek, kot pa navadno. Zgleda v bistvu še vedno, da ima gap tu, ampak če bi imel stok blatnika, bi blatnik bil tu nekje. Tako je ta avto v bistvu ful nizek, ne? Ja, na dvigalo ne gre, če ga ne podložiš. Ja, ker se pa tudi, ne, tisti, ko smo večkrat okoli 46, vidimo, da ko je prak tako nizko, je avto vrel nizek, ne? Ja. Kaj pa sprednje zavore? Original 323 so še zaenkrat. Verjetno vam pogledam lahko F30 M Sport, kar je Bolton plug and play, pa imaš 4 čelusti. 4 batne čelusti, zadnji tudi verjetno nekaj podobnega. To je pol disk, kaj, 340 disk z 4 bati. Ker avto bo bolj kot ne bo več za drift, ampak bo za track day in tam se rabi v redu bremze. Ja. Predi so trenutno neki salon semi-sliki, s preko Eurotona dobo. Frne so kopije, kao BBS RC 300, 302, RS. Nič posebnega platišča. Ja, pa majhen distančnik, toliko da je dober fitment. Ja, toliko da je fitment, to bo žugi več vedel. Z nulo. Kaj se nam pa dogaja v notranjosti avta? Ja, bolj kot ne je stok, trenutno je iz M-stylinga športni sedež, še iz res gezmik poligona, ko smo vozili nazadno. Letvice so originalne, BMW-jeve, amaturka, tapete, vse edino strop, pa stebrički so neki 2 leti nazaj preoblečeni, sem sam delal, teda ni najboljša kvaliteta. Volan je M, čeprav ni najbolj preoblečen, ampak tak jaz sem dobil. Shifter je 320 dizela, je tak dosti kratek. Hidravlična ročna, inline. Se pravi, nič posebnega, osnova je drifta. Sedež pa trenutno se pravi ta, pa zamenjam nazaj na stok M-tehnik sedeže. Ja, to je tak sedež. Stok M-tehnik je tako, kot je tukaj na sovoznikovi strani, ne? To školko si pa uporabljal za res gazmik pokal, pa vidim, da imaš tudi školko na vodilih, ne? Ja. Tega se lahko malo naprej nazaj štiraš. Malo staviš, da pa če že do drug pele, da lahko malo si predstavi. V nulo. Tako da notranje se je v bistvu z minimalnimi predelavami. Ja, v bistvu, ampak ni nobenih sound deadeninga ni več, malo bolj glasno je avto. Ker pred leti je bil avto go. Samo sedež, amaturka, še tapete so bile aluminijaste. Pač bil je za driftat avto, ampak pa jaz sem da to malo opustil in sem rešen sestavljal nazaj na kolikor tako cestne stanje. A streha je pobarvana? Streha je barvana, to sem 4 leta nazaj s plastik dipom pobarval, ker se je malo lušla, pa seko. To je tudi tako stalo. Euroton je kak sponsor? Ja, pač tam jemljem material, ker imam doma mehanično delavnico za BMW, malo self-promotiona. Ampak ja, prek Eurotona dobim tudi, sem tudi dobil gume, pa tako za zadnje tekme po bolj ugodnih cenah, ko pa bi drugače dobil. To je treba kako nalepko dati. Najdica mrža nekaj dobiš, noben ti ne bo zastojn nekaj dal. Če probaš, če dobiš, če ne, ne. Zadnji boki so pa v bistvu fiberglass. Ja, fiberglass so, če se ne čuje. Kako pa zgleda postopek montaže tega, ker to je kar doktorat, da v bistvu narediš, da se tako lepo blendajo v ostali del karoserije? Pa v bistvu se niti ne, prvo sem imel, si se vidi, to je linija malo pokalo že tu, ampak prve 3 sezone je bilo to samo normalno, ker prišraufano, da so se prav videli poširitve. Jaz se še spomnim tega. Ja, to si še videl. Včasih je bilo tudi, ko si to malo štrihno šprem, se mi zdi kar drugi odtenek. Ja, barva se je hitro spremenila, ker je le pločevina pa fiberglass. Tudi tu se na soncu vidi, da je razlika v barvi. No pa sem pa lansko zimo sem se odločil, da pač avto sestavim nazaj za cesto pravo in sem pač pokital to not. Dela je kar bilo, no, glede na to, mogel sem ful visoko gre rezati, ker je bilo tule klasika 46 rja, obe strani in je v bistvu avto do tega radiusa to nekaj, je takle je on odrezano vse. In sta pa notranje pločevini zavarjeni, sta silikonirano, da v bistvu ne pride kaj vode na zraven. Tako je dejansko zaščiten za uporabo. Ja, v bistvu je normalno. Z avtom sem bil v Nemčiji, na Nürburgringu smo bili na progi. Ja, nazaj brez problema. 1100 km v eno stran. Avto je pripravljen za vse. Ja, tu se vidi en šrauf/net. Ja, malo se še vidi, pa tudi linija, ker ni to zdaj, da bi bilo stanje 10/10, ker če bi hotel lepo avto, ga ne bi na progo dal. Ampak to se vidi, da je pač barva, ko sem si jo želel, zdaj fitment teh panelov, no, je
7-10, če na 3 metre gledaš. Ampak avto je uporaben, to se meni šlo, da ne zdaj se sekira za vsak listo kot to, ko sem se zbijal, pa ni da ni. Tako. Avto sem naredil za uporabo, ne da bo v garaži in stal celo leto, pa ga gledal. Edino čez zimo, zaradi soli. Tu se vidi to malo ekstra mesa, ne, ki ga tvori ta dodatni fiberglass, ker tu spodaj je pa vseeno plehne, tako da fiberglass je stand-alone samo v tem delu, kjer je avto odrezan. V bistvu tudi je da isto, je odrezano. Tako, zadaj so pa tudi 17-ke, malo strečene. Trenutno zato ker vsemi slike sem na zadnjem tekmi bil do konca. Zdaj so pa bili Nankangi 215, 45, 17. Lockheed, vse se tu vidi, da je ekscentrična, ni isto. Če pa ista oblika kot tvoj, samo luknje so predstavljene, samo to je razlika. Vidim, da si ga tukaj švastno za ziher. Ja, za ziher sem ga piknil, čeprav konos je pravi narediti, tako je treba orodje. Me veseli, ne, zato ker marsikdo, ko je kopiral, recimo moj Lockheed, ko je bila kopija. Konosu ne more narediti, ker moraš imeti pravi kot. Tako, ne. Ne, to sem za ziher dal, vsem tako da je. Nisem razkeral. Itak sem za te Lockheed sem to naredil sam, zaradi teh radiusov, ker je ful smešno gledal, ker je bilo kolo preveč nazaj. Ja, v kolo teko ful nazaj. In je to bilo prej gap, tu pa ne. Tako je. In sem si pač predstavil, zato v bistvu tudi... Pa dosti lažje je bilo narediti adapter za 500, ko pa cele roke spreminjati. Ko pa cele roke spreminjati, ja. Vse sem že imel opcijo, da bi od E36 roke, ko so železne, da bi odrezal pa pošvasal, se rekel. Če imam opcijo, bom to naredil. Ja. Znači pa se vidi, Lockheed ima še kar nekega. Lahko bi še bilo več. Nese se za track day-ih odlično tudi. Tako je. Pač optiko imaš relativno pa spremeniti malo. Isto, ko moj se odlično odnese na track day-ih, ne? A imaš blokade torej? Ja, zato ker če nese se nasede na trg in prime kolo. Pa še ena specifika, ko je za 46, ki so fej znižane, skrajšane palčke stabilizatorjev, katere pač dobite tudi pri meni na šopu dejansko krajše, rokih je pa sam skrajšal. Tete so že ne 5 do sezono, zato ker pri driftu, ko reš na loki, ponavadi s kuglom potegnem. Ja, ker je pa čisto. Ker originalne od Gevinc so pa je take, da na zvarih takoj pokne. Najlažje je enostavno skrajšati serijske, pa samo zašvasaš skupaj na polovici. Itak so železno hišje, dolge so serijske nekih 280, ne? Ful so dolge v glavnem serijske. Ja, ful dolge so, ja. Vse se tole vidi, to in to je original. Če bi to gledal 4 cm zraven od dolžine, ful dolge so, ja. Ne, se to imam neko drugo rešitev narediti, to je bilo zdaj na hitro za konc sezone. Aha, ti si še na gumi pušah, kar se tiče stabilizatorja. V bistvu je vse na gumi pušah. Nima nikjer poli puščati avto. Zanimivo. A všeč je tudi to, da imaš ta pokrov pod motorjem? Ja, dno je, to je sem grdal, ker smo hodili na track day in se je ful poznalo, če ni bilo dna. To samo to reči, da pri hitrosti, ne vem, kje je zdaj ta limit, ampak se res pozna. Na Lindau-Ringu na isti ravnini dobi avto nekaj cirka 165 km/h iz zadnje ride. In se je že na teh hitrosti poznalo, če ni bilo dna. Koloteku še nikaj nobeni ne pašejo, ampak v den trojke so malo dragi trenutno, da bi to montiral. Ja, vsake toliko časa spušča svinjarijo, ki se tu zadaj nabere, pa si dober, ne? Ja, avto moram edino zdaj spucati od zadnjega drifta, sem postajal v garažu, nič nisem naredil. Ja, vse se vidi, da je avto imel nekaj akcije. Ja, je kar meglengost ni zgubil še. Ampak se pravi, ti avti so zato, da se vozijo. Ja, zato je naredil, da ga uporabim, ne da ga bom zdaj pazil. Evo, S50 izpušnji. Ja, izpušnji ni ne lep zavarjen avto, to že kar zdaj povem, ampak deluje, spušča ne. Ne rabi biti vse za šov. Zdaj postoješ originalne, ki kar se je dalo, da sem tako dobil, to smo naprej samih narediti, ampak sem drezal, ker sem pustil križ, tudi če bi tega aluminijastega imel, bi še bilo slabše. Ja, bi bilo še v bistvu manj plan. Tam še nimaš tehnik kaj narediti. Zdaj upam, da se vidi, pod kakim kotom je menjalnik, ne normalno bi bila te dve luknji, bi bile ravno, da so pa pod kotom. In zato se tudi zgore vidi
prešvasano zgornjo to ploščico, ki drži shifter na poziciji. Ja, ampak to je od bencinera, ni dizla. Aha. Zato, ker dizel ima zgornji na menjalniku ima dve točki za opetje. Benziner ima pa eno, pa vzameš bencinere in jo daš na levo in ti pride v bistvu na sredino. Kako dobro. In samo 12 stopinj pod kotom zašvasaš, pa dolžino imaš narediti. No, res je. To je. Pač kako to lahko originalno držiš, in tu zadnji se vidi, z te strani se boš tule videli. Je pa samo adapter nared. To je v bistvu stok cross memberov držiš. Zakaj pa je spuščen za 2 centi? Zato, ker je tek večji menjalnik. Aha, pa se zabija zgoraj. Ja, in niti, če ga bi hotel dol vzeti, je težko že. Ja, pa tudi zgoraj, s tem, ko je podložen, ne? Imaš Ja. več prostora, da ti hardi ne pride na ta palčko, ki izbira. Zdaj je ta palčka je predstavljena bolj v desno. Drugače se je ne treba v hardi zaleti. Aha, ja, se z tega kota bi se mogla super videti. Lonc je originalen, ampak v bistvu ni originalen, ker je na zgornji strani odrezan, pa je v bistvu samo cel skozi dana. A, zato je pol tudi toliko glasen, ne? Ja, pa zadnji je čist neki custom. Kaj je to, 2 pa 3/4 inča cel? Ja, mislim, ali 2,5 je. Ja, pa še en dosti glasen, pretočen zadnji lonec, ne? Ja, lonc je tudi v bistvu že dokaj star. To je en gospod od celjo delal. Že pokojni zdaj, ful vrhunski. So te lonce v bistvu on naredil meni že nekaj 6-7 let nazaj. In je še vedno... Pa še ima volno. Je še poln. Ja, še poln. Edino to je bil udarjen. Ja. Edino diferencial imam tule en semerin za menjati na strani. Je spustil na zadnji dirki. Ampak hoče stok diferencial zunaj. To je zanimivost wave tracka, ne? Da on paše v bistvu v original ohišje, brez da bi ga mogel kaj orenka rezati, brusiti. Ne, nič ne rabiš. Oziroma, lažem, na ohišju tule na tej strani, ko daš sredico pod kotom, moraš še 3 mm samo malo zbrusiti, zato ker je sredica malo večja zaradi elementov. Ampak samo na eni strani malo pobrusiš rob. Torej, dosti manj moraš pobrusiti, ko pa recimo, če tlačiš not 188 lamelno šper od BMW-ja, ker tam moraš pa kar orenk pobrusiti. Ne, to imaš čist malo, to da je. Lahko spilo niti ne rabiš, kak je flex ali bijak, lahko samo spilo malo potegneš, je čist dost. Klasične te low budget camber roke. Tu je pa razlika. Tu da se burijo, s te strani. Puše so v bistvu tudi znotraj, ampak so podložene z ABS plastiko, da ne plavajo. Da se njih sam podrejo, da sedejo točno noter in ne plava most. Aha, to je v bistvu nek imobilizator puše. Ja, stok puše so nove, ampak so samo omejene. Ja. To je bila taka rešitev, pa le delovala, nisem menil. Imam sicer puše tam tvoje, pa še enega snih, tek dobil nekaj, ampak ne bom menil. Dokler so te nove. Dela vse zdaj. Ker avto se vseeno na progi pele več kot dost dobro. Polosvine so pa 3-2-3 navadne. Ne, polosvine so pa 2.0 dizel. Aha, razlika je v tem, da te niso votle, Te ne? so polne, ker ena mi je poknala po par centimetrov, pa te držijo tudi 3 leta. Homokinetični so pa enaki, kot na Vse tem isto. trio. Sam štanga je druga. Samo štanga je ta polna. Jaz sem pozabil to v bistvu, da imajo 46 bencinci, imajo vsi te votle štange, ne? Ja, Veš, ker 36 imajo pa bolj manj razen, ne vem, ta poznih letnikov, ne? Še 3-2-3 recimo imajo dostikrat polne. tete so 2.0 dizel, 150 konjskih. Ja, pa ta tehnik si še zade. Ja, 4 sezone, niti en še ni spustil. Delajo svoje, čip shit, ampak dela. Pa prav delajo, ti Ja. ta tehnik si. Ja, niti se ne posedajo se, mislim, tule gre se mi niso posledili v 4 sezonah dirkanja, vožnje, vsakodnevne. Kako je to narejeno? Lepo narejeno, pa pravilno zaščiteno, ne? Da ne rjavi. Pa tudi se vidi ekspanzijska še vedno v koloteku, tam kjer spada. Ja, tako je še vedno original. V bistvu 4 sezone imam dvoke, pa vsako sezono sem jih imel dvo. To je prva sezona letos, ko bojo stali na avto, no pa ne bojo na novo barvani. Evo, to je bolj manj to od Rokovega kupeja. Ta avto je, by the way, letos bil dosti uspešen tudi na Race Gazmik pokalu v Street oziroma OM Plus klasi, enkrat je bil celo na stopničkah. Ja, enkrat sem bil v 6, vidiš pa drugi. Pa bi še više bilo, ampak vseeno avto malo pazim, ker je le na tablicah, da se lahko še kam pelem. Na tem avtu je kar nekaj predelav, ki niso off the shelf in to nam pove nekaj o Rokovem ozadju. On ni samo en mulc, ki je navdušen nad avti, ampak ima tudi ogromno znanja z področja strojništva in mehanike. Kaj delaš? Narediš šaut-out delavnici tvoji? V bistvu zaposlen sem v eni CNC firmi, ima veze. Imam opcijo, da delam karkoli, tam kakršnekoli projekte z avtami, ne vem, lokiti, kardani, strojniki, sklopke, pač te custom stvari. Potem imam pa popoldansko
ker imam BNE servis, predelave in podobne stvari. Tako, in to je ta delavnica, v kateri smo zdaj. Tako da, če bo kdo na območju Slovenj Gradca oziroma Koroške, Koroške, ja. Sej, tudi drugod pride že kdo. no, evo, če bo kdo potreboval kakšne usluge, kakšne predelave, pišite Roku, pišejo ti pa lahko kje. Na Instagram Mlekoš Rok, ali pa na Facebooku Rok Mlekoš. To je najbolj, to dvoje sem najbolj aktivni. Ti si drifter, si pa tudi track day entuzijast in praviš, da se ta avto vedno bolj vrača nazaj, oziroma da je plan vrniti ta avto bolj na track day specifikacijo, kjer boš podiral čas. Ja, tudi zadnje 2 sezone sem bil večino na track dayu, Lindau Ring, Grobnik je žal spadal teh par let. Sem bil pa na Nürburgringu z njim, ker je avto šel po 9 minut, ne to, da sem prvič bil na Nürburgringu, pa celih 8 krogov sem odpeljal. To je vredno, ne? Verjetno si užival. Ja, vrhunsko, 1100 km v eno stran, brez problema, v enem dnevu zdržal. Da, Kdaj se vračaš? Ja, plan je, da gremo marca, tam nekaj, konc marca pa aprila, če bo vreme, na Nürburgring, pa videli, kaj bo sezona pokazala. Dela se bo tudi nek drift avto, mogoče ne bo to sezono še, pa čez na koncu, ker so drugi projekti in stranke, ampak upam, da bo do konca sezone vsaj približno 8, da prijem na lahko tekmo. Ok, no se to je pa v bistvu si že začel konkretno naslednjo vprašanje. Ti in avtošport v naslednjih 3 letih, kak je plan? Plan je tu E54 swap, da pa v bistvu je res M3, M3. Ta motor bi pa dal v driftalca, zato ker ima dosti moči, verjetno en močnejših M54 v Sloveniji, tudi na Dyno to je bil. In rad bi se vrnil v drift, ampak s konkretnim avtomobilom pa ni tako škoda kot tega. Ta pa bo ostal torej na cesti / track day. Ja, track day avto za pač tak weekend cruise in tak. A lahko publiki poveš kaj več o tistem kupeju tam zadaj? 330 kupe dizel, pač nič posebnega, trenutno hibridna turbina, intercooler, upgraded sklopka, čakamo še šobe, upam, da bo slabih 400 konjev. Torej, v bistvu bo postal kmalu nekaj posebnega, hiter dizel kupe, Ja. ki je pa tudi kar vroča roba, ne? Ja, saj verjetno bo na prodaj, tako da čez vsak mesec pa pol bo. Če ga do koga zanima, lahko napiše. Nula, evo, perfekt si po moj povedal za zaključek videa. Upam, da bo to. Hvala, da si me pogostil danes tu v tvoji delavnici. Hvala za tvoj čas, pa Si še se vabljen. vidimo, ne? Si še vabljen.